Plaža na izolskem svetilniku mora ostati natančno taka, kot je bila. Vsak kvadratni meter betona je odveč, so si enotni Izolani, ki so se po zadnjih gradbenih posegih takole množično zbrali na zboru krajanov. In epilog, slovo bo moral vzeti beton ali pa bo referendum. Tukaj sploh ni vprašanje estetike, kaj lepo, kaj grdo, kaj komu lepo, kaj komu grdo. Bistvo je, da tega noben ni hotel. Noben ni hotel imeti tazga svetilnika. Mi smo hoteli imeti svetilnik, kakršen je bil. Ko gre za posege v naravo, pogosto gre za interese posameznikov in ne za širši interes. Sarkofagi ne pašajo v Izolo, ker tisto dol ob obali ni čisto nič drugega kot en sarkofag. Mi pa smo tukaj, da preprosto povemo, tako se ne dela, nas boli, ni v redu. Pripombe krajanov letijo tudi na neuporabnost novih poti, saj je vožnja z invalidskim ali otroškim vozičkom ter hoja starejših ljudi nevarna in močno otežena. Mi ste pa tam naredil za stotine takih stopnic 5 centimetrskih. Jaz sem šel, pa sem gledal dol, pa kljub temu brcnil njo in za las, da nisem padel. Se še vedno ustraja z glavo skozi beton v tem primeru in da je odpovedala tudi zdrava kmečka pamet. Če bi naredili hierarhijo potreb v Izoli, urejanje svetilnika bi bilo na zadnjem mestu. Vi ste ga pa dali na prvo. Predlagam nek kompromis. Drugače pa, če to ni možno, bi predlagala referendum. Predlagam dejansko, da počakate, da zadevo zazelenimo, zaključimo in se recimo čez 3 tedne ponovno vidimo tukaj. To je predlog. Županov predlog so krajani zavrnili, zato se bodo v naslednjih dneh začeli zbirati podpisi za razpis referenduma. Če bo izid uspešen, bodo tile ležalniki, klopi in stopnice vredne 600 000 evrov pristale na smetišču zgodovine.